Za vas imam eno uganko. Kaj je to? Ogrevalna telesa, za katera ne potrebuješ ne kotlovnice, ne dimnika. Ne puščajo saj ali pepela. Niso radiatorji, kljub temu pa oddajajo prijetno toploto, ki ne izsušuje zraka. Če ne uganete, nič zato, ker je stvar na tržišču še relativno nova, ampak je vzbudila našo pozornost. Med načini ogrevanja so poleg kotlov na lesno biomaso in toplotnih črpalk v zadnjem času aktualni tudi infrardeči paneli. Ker pa gre za precej nov način ogrevanja, smo potrkali na vrata zadovoljnih uporabnikov v Selcah, vasici blizu Lenarta v Slovenskih Goricah. Valerija in Sandi, ko sem se vozil sem, so me očarali številni gozdovi in človek bi mislil, da tukaj se grejete na les, da bo kakšen kamin ali pa kotu na pelete. Vi ste se pa odločili za gretje z infrardečimi paneli. Kako to? Je tako. Prvo kot prvo o kaminu nismo razmišljali, ker nimamo niti gozda, da bi imeli svoje drve, recimo, ne. Hišo to smo podedovali leta 2015, od takrat smo začeli renovirati, komplet smo zdrli umete, po celi hiši, okrog 900 kvadratov je bilo tega. Estrihe smo mogli odstraniti tudi po celi bajti, takrat smo čisto na novo delali komplet elektroinštalacijo, vodo, odvode, vse na novo. In takrat smo tudi prišli na to idejo pač o IR panelih in smo komplet inštalacijo potegnili po hiši za IR panele, da nismo imeli pol naknadnih nekih prebijanj pa teh stvari, ne. Gospod Babič, če želim vgraditi infrardeče panele, potrebujemo kakšno inštalacijo, a zadostuje že ta za svetila? Za svetila ne zadostuje ponavadi, ne. So določeni primeri, kar bi lahko, ampak ponavadi raje vlečemo v bistvu elektriko od obstoječe inštalacije, recimo, ker pri panelih ni potrebne takšne moči, ne. Ali pa direktno, recimo, če so večje moči potrebne, pa se elektrika vleče direktno od omarice. Takšno sevanje oziroma valovanje povzroči lahko kakšne težave, recimo glavobole? Ne. V bistvu pri IR panelih je glih kontra, ne. Infrardeča toplota je v bistvu najbolj blagodejna za človeka, ne. Če mi podrgnemo, ne, recimo, oddajamo infrardeče valovanje. Recimo inkubatorji so pod infrardečo toploto, zaradi ker je v bistvu najbolj naravna toplota. Tudi krušne peči, lončene peči, odprti ogenj, to vse oddaja infrardečo toploto. Preden sta se odločila, da bosta hišo ogrevala z infrardečimi paneli, sta Sandi in Valerija razmišljala o nakupu toplotne črpalke. Toplotna črpalka bi nastala okrog 20–22 tisoč evrov za kompletno inštalacijo, vse z talnim gretjem, z vsemi stvarmi, kaj pa sodi zraven. Mi smo sedaj IR panele dobili za okrog 8 tisoč evrov. V tej ceni, kaj nam je hodila razlika, smo pa še na streho dali fotovoltaiko, ne. 11 kilovatno, tako da imamo samooskrbo za komplet gretje in še za nekaj bo ostalo sigurno za gospodinjsko elektriko, ne. V hiši, ki je velika 330 kvadratov, imamo 18 panelov. Z njimi smo v prejšnji sezoni, ki je bila tudi mrzla do -20, mogoče še malo čez, smo porabili okrog 1400 evrov elektrike skozi celo sezono zimsko, ne. Mi imamo sedaj v planu, da bomo naredili izolacijo 20 cm po celi hiši, oziroma na severno stran celo 25 cm izolacije, da bo 20 cm stiroporja, tako da mislim, da bo veliko manj stroška z elektriko, ne, v bodoče. Pa ste se v kopalnici odločili za mogoče vseeno električno talno gretje? Ne rabimo, ni potrebe, ne, potem, ker IR paneli grejejo vse prostore enako, ne, in tudi tla so dovolj topla. Valerija, tudi vas dejansko ne zebe v noge v kopalnici? Ne, me ne zebe v noge. Zelo fajn mi je, da ne se ogledala rosijo. Čiščenje panelov je enostavno, samo ga pobrišeš v primeru, da se karkoli omaže. Potem kakšna trajna umazanija, ki s navadnimi čistili ne moreš sprati, samo pobarvaš z termobarvo, pa je to kot nov. V spalnici pa nisem opazil infrardečega panela. V spalnici je na steni, je pa tudi kamufliran. Ni bel, imamo gor sliko, tako da ni tako opazno, da sploh je panel tam v spalnici, ne. Drugače tudi je. V ogrevalni sezoni imate kaj težav s suhim zrakom? Ne, z suhim zrakom nimamo težav. Predvsem najbolj smo opazili pri najmlajšem sinu. Vedno je bolehal za temi raznimi oblikami bronhitisa. Ko smo pa se prejšnjo zimo vselili, so pa bili otroci zdravi, predvsem on, ki je vedno bil najbolj izpostavljen tem boleznim težkim. Sodobni uporabniki želimo upravljati vse na dotik.
Infrardeči regulatorji, ki so jih razvili v podjetju Ekosen, so edinstveni na svetu, saj omogočajo zelo natančno uravnavanje temperature. V prostoru s takšnim regulatorjem se paneli ne pregrevajo ali pretirano ohlajajo, zato je poraba električne energije za četrtino manjša, kot če bi uporabljali klasične termostate. Tale pištolca, čemu je namenjena oziroma kaj z njo merite? S to pištolico merim isto toploto predmetov v prostoru, zir toploto, isto se meri, in to pomeni, da stene recimo so približno enako tople kot tla, recimo nekaj 22,3 stopinje, tudi okna so enako topla, tudi tam nekje ista temperatura. 22,3? Ja, približno. Od zunaj je trenutno 10 stopinj, tudi v bistvu tudi panel, če se pogledamo panel, se zdaj segrevalo tam okoli 50 stopinj, ker drugače pri klasičnem termostatu pa se segreje tam do 100 stopinj, pa nič pa 100. Niha temperatura pri tem regulacije, pa se giba temperatura med 25 in 60 stopinj. In to je bolje, ne? Seveda. In zdaj, če se človek sam odloči vgraditi infrardeče panele, je to težko in mislite, da imamo dovolj znanja ali je boljše poiskati pomoč strokovnjakov? Najprej je potrebno zmeriti toplotne izgube. To je boljše, da se pač odloči za strokovnjaka, da strokovnjak najprej oceni, kakšno moč je potrebno v prostoru. Montaža mora biti strokovno narejena, ker seveda odvisno, kakšne varovalke potrebujete notri, kakšen presek kabla in tukaj v bistvu je boljše, da naredi profesionalec.